Spoštovani, spoštovane, dobrodošli v imenu podporne skupine Dušana Rutarja. Še posebej bi se rad na tem mestu zahvalil Ivani, Ružici, Nataši, Ireni, Vesni, Nataliji, brez katerih današnjega dogodka absolutno ne bi bilo. Ne rečem, da mi je v posebno čast in zadovoljstvo, da smo se zbrali ob izidu znanstvene monografije Dušana Rutarja, in sicer Sočutna šola. Lahko rečem, da je to izjemna knjiga, briljantna, fenomenalna, skratka, o tej knjigi lahko sicer kot amater, uradnik, danes sem pač v vlogi šoferja, govorim pač v svojem imenu, ampak absolutno je to še enkrat več knjiga presežkov. Zdaj Dušan, to knjigo, koliko sem jaz pač uspel zapopasti oziroma razumeti, se lahko lotimo na več načinov. In seveda mi bo ob vsakem poskusu mi bo vedno znova spodletelo, jasno, ne? Lahko jo beremo kot izjemno duhovno odisejado, ki se začne recimo s Platonom in njegovo idejo dobrega, ki gre potem preko Aristotela in njegove Nikomahove etike, se pravi knjige, ki jo je Aristotel poklon napisal svojemu sinu, in seveda do knjige Sočutne šole, ki si jo pa ti napisal, se mi zdi za vse otroke, mladino, ki obiskuje šolo, in predvsem pomembno je to, da ta mladina trpi. Seveda knjiga ni namenjena samo tej trpeči mladini, ampak je tudi vsem ostalim deležnikom, delavcem, ki smo pač zaposleni v vzgoji izobraževanja. Zdaj seveda knjiga se lahko bere ali pa se vstopa v njo tudi kot spet en izjemen ekskurs od tvoje prve knjige, če se ne motim, ki je bila Telo in oblast, do tele zadnje znanstvene monografije, Sočutna šola. Lahko se bere kot jasen in glasen ne petim parametrom, ki so seveda slava, oblast, moč, vpliv. Namesto katerih pač Dušan navija za čast, ugled, poštenje, ponos in seveda dostojanstvo. Knjiga se lahko bere tudi en izjemen prispevek k fratalni geometriji, bom razložil. Dušanova poglavja v knjigi, bi rekel, so zelo kratka, ne, v svoji strukturi. In vsako poglavje že zaobsega celotno knjigo, ne, in celotna knjiga seveda se zrcali v posameznih poglavljih. Tako da iztočnice je več kot dovolj, mislim pa v tej točki, da je absolutno nepomembno, kaj si jaz mislim o tej knjigi. Ali pa bom to tezo prignal do konca, kaj si misli sploh kdorkoli od vas. Pomembno je, kaj misli Dušan Rutar. In v pogovor o knjigi bi vstopil v bistvu z zadnjim stavkom, zaključno mislijo Darje Zadiršek, ki je rekla sledeče. Sočutna šola in etična skupnost sta realni utopiji. Poizkusimo jih ustvariti. Moje prvo vprašanje, kaj je realna utopija? In druga stvar, zakaj je potrebno realne utopije ustvariti? Izvolite. Hvala lepa za ta izjemen uvod, za tvoje razmišljanje. Moja prva ideja ob tem je tale. Te knjige ne bi mogel napisati, ko sem bil mlad, ker čeprav sem vedel za določene zadeve, sem jih poznal določene izraze, kot je na primer empatija, ali sočutje, ali dobro, vendar jih v resnici nisem razumel.
Zdaj, da ne rečem na stara leta, ko odhajam v pokoj, je ta knjiga končno lahko nastala. Zato, ker nekatere zadeve razumem. Da sem jih dojel, sem potreboval vse svoje življenje. Zdaj, ko jih razumem, ne bom rekel, da je že malo pozno za uresničevanje tega, kar je napisano v tej knjigi, pa vendar naj mi bo dovoljeno reči to, kar je napisano v tej knjigi. Ne se ustrašiti, da je to znanstvena monografija, ne se bati tega izraza, ker sem jo poskušal napisati tako, da je lahko razumel vsakdo. Beseda utopija dobesedno pomeni kraj, ki ne obstaja. Utopija je beseda sestavljena iz predpone u in besede topos, ki pomeni kraj. U pomeni ne. Se pravi, utopija je ne kraj. Kraj, ki ga ni, ki ne obstaja. Zakaj potem besedna zveza realna utopija? Izkušnja, ki jo verjetno ima vsakdo od vas, ali pa jo bo imel še kdaj v življenju, je tale. Pogosto se nam zdi, da je nekaj nemogoče. In rečemo drugemu človeku, to, kar pripoveduješ, se sicer lahko sliši, ampak to je nemogoče. To se ne da narediti. Ali pa rečemo sami sebi, ja, se je lepo, da imamo to željo, ono idejo, ampak to se ne da. V tem svetu se to ne da. In potem si rečemo še, mogoče se to da narediti v nekem drugem svetu, nekje drugje, ali pa v enem drugem času, ali pa nekoč v prihodnosti. In ostanemo prepričani, da se ne da v sedanjosti. Preprosto si rečemo, da to je nemogoče. Ampak včasih nas življenje preseneti z izkušnjo, ki nam pomaga, da rečemo sami sebi. Še do včeraj sem mislil, da je to nemogoče, danes imam pa popolnoma drugačno izkušnjo. Zgodilo se mi je nekaj, kar očitno je mogoče, ker se mi je zgodilo, ravno kar se mi je zgodilo. In potem popravimo svoje razmišljanje in si rečemo, ok, mogoče bom še kdaj mislil, da se nečesa ne da, da je nemogoče. Ampak bom previdno, tiho in si bom mislil, mogoče bo pa že jutri drugače. Mogoče se bo nemogoče vendarle zgodilo. To je knjiga o tem, kako je mogoče uresničevati to, kar izraža besedna zveza realna utopija. Sočutna šola, to je izraz, ki je v naslovu te knjige, je lahko za koga realna utopija. In si reče ob prebiranju te knjige, Dušan Rutar, sočutna šola je nekaj nemogočega. Se to je lepa ideja, se lepo sliši, ampak se ne da. V tem svetu zdaj le tukaj se ne da, a veš, mi živimo v takem svetu, v katerem je treba tekmovati z drugimi ljudmi, treba je imeti čim boljše ocene,
treba imeti čim več točk, zato da napredujemo naprej na srednjo šolo, da potem napredujemo na fakulteto, da potem napredujemo v dobro službo, da potem napredujemo v službi, da imamo čim več denarja, da imamo čim več denarja, da imamo čim več dobrin, itd. In jaz rečem, ja, glede na moja leta, bi mi pa to že moralo biti jasno, da živimo v takem svetu. Vsaj nekaj časa bi mi že moralo biti to jasno. In mi je. In potem bi rekli, jaz kaj pa ne pisal tako knjigo, če se to ne da. In če veš, da se ne da. In moj odgovor je tale. Človeštvo je na tem svetu od Homo sapiensa naprej približno 300.000 let. Evolucija zadnjih 300.000 let oblikuje naš genom, naše gene, med drugim za nekaj, kar je natanko v tej knjigi. Naši predniki so preživeli predvsem zato, ker so med seboj sodelovali. Brez sodelovanja v savani, v surovih naravnih razmerah ne bi nikoli preživeli. V savani en posameznik preprosto ne more preživeti. Preživijo lahko samo skupaj. In sicer tako, da si pomagajo. In tako, da krepijo sočutje. Naj povem, kaj sočutje je. Si mogoče, se pravičujem, bi te prekinil na tem mestu, se mi zdi eno pomembno razlikovanje, ki se pojavlja, ali pa dilema, ali je skratka empatija isto kot sočutje. Izvolite. Ja, hvala za to vprašanje. Ne. Empatija ni sočutje, ni isto kot sočutje in ljudje pogosto zamenjujejo oba izraza. Naj povem, kaj je empatija. Empatija je sposobnost čutiti to, kar se dogaja v drugem človeku. Če je drugi človek napet, empatičen človek čuti napetost drugega človeka. Ali pa živali. Če je drugi vznemirjen, če je tesnoben, če trpi, če ga nekaj boli, ali pa če je vesel, ali pa če je žalosten. Empatija pomeni, da to skupaj z njim čutimo. Tako smo narejeni. Mi čutimo trpljenje drugega, kot da bi bilo naše. Ne v enaki meri kot drugi, pa vendar. Mi čutimo veselje drugega. Ko je drug človek vesel, smo ob njem veseli skupaj z njim. To so naravni mehanizmi, ki se sprožijo sami od sebe. Torej, empatija pomeni čutiti skupaj z drugim človekom. Karkoli že čuti in doživlja. Sočutje je nekaj bistveno drugačnega. Sočutje pomeni, da temu, kar se dogaja drugemu človeku ali drugemu živemu bitju, pripišemo posebno vrednost. Ne samo, da čutimo, kar čuti drugi, ampak da temu damo še posebno težo. Zaradi te teže, zaradi te vrednosti, ki jo pripišemo, se v nas zgane nekaj, kar ni nujno, da se zgane pri empatiji. Ko smo empatični, rečemo, da smo empatični. Čutimo skupaj z drugim. Delimo to, kar čutimo z drugim človekom, z drugim živim bitjem. Ni samo drugi človek tisti, do katerega smo empatični, ali pa lahko empatični. V sočutju se pa zgane še nekaj. Zaradi vrednosti tega, kar čutimo z drugim, želimo drugemu človeku zmanjšati njegovo bolečino oziroma trpljenje. Sočutje je vselej
povezano s trpljenjem drugega. Lahko seveda tudi z našim lastnim, seveda. Ampak predvsem to velja za odnos do drugega. In sočutje je zato prvenstveno ne občutenje, ampak je delovanje. Ko sem sočuten z drugim človekom, želim nekaj narediti, da bi bilo trpljenja ali bolečine drugega manj. Zato je eden od ključnih stavkov v tej knjigi citat, nečesa, kar je nekoč izrekel Buda. Buda je nekoč rekel, vse moje učenje, vse, kar sem povedal, je samo o eni stvari in samo o eni. O trpljenju in o zmanjševanju trpljenja. Sej, na tej točki bi te vprašal, kaj se učimo v sočutni šoli? To, o čemer govoriš, ne? Ampak ne samo to, seveda, ne? Ker je šola kraj, kjer se učimo, se v sočutni šoli dogaja predvsem dvoje. To je lahko enaka šola, kot je ta, ki je tukaj, ki jo obiskujete. Lahko je enaka. Imamo urnike, imamo predmete, imamo učitelje, imamo redovalnico, imamo preverjanje znanja, ocenjevanje znanja, domače naloge, vse. Tako kot v šoli. Ampak obstaja bistvena razlika. V sočutni šoli se predvsem učimo biti sočutni. Mi smo evolucijsko naravnani za sočutje, ampak to ne pomeni, da tudi znamo biti sočutni. Lahko da znamo, mi pa nimo. Sočutje zato kultiviramo. Se pravi, učimo se prepoznavati oblike trpljenja drugega. Trpljenje je lahko tudi nevidno. Nekdo lahko živi z nami leta dolgo, ne da bi mi prepoznali njegovo trpljenje. Možno je, da ga ne prepoznamo. Možno je, da ga drugi skriva, da ga prikriva, da ne želi govoriti o njem iz najrazličnejših razlogov. Ali pa je trpljenje veliko. Trpljenje je lahko zelo veliko. Trpljenje je lahko tako veliko, kot ga je doživel na svoji koži eden od ključnih avtorjev, na katere se sklicujem v tej knjigi, to je avstrijski psihiater Viktor Frankl, ki je med drugo svetovno vojno, ker je bil Jud, doživel koncentracijsko taborišče. Verjetno je malo krajev na tem svetu, kjer bi bilo trpljenja več, kot ga je bilo v Auschwitzu, kot ga je bilo v koncentracijskih taboriščih. In Viktor Frankl je tam odkril nekaj fantastičnega, nekaj tako izjemnega, da je na podlagi njegovih razmišljanj nastala celo teorija in terapija. Jaz sem hodil pred leti se usposabljati za logoterapeuta. Franklova je logoterapija. Na podlagi česa je nastala logoterapija? To je ena ključnih razsežnosti te knjige. Nastala je na podlagi tega, kar je Frankl na svoje oči videl v koncentracijskem taborišču. Videl je prvič, da vsi ljudje po vrsti, vključno z njim, strašno trpijo. Auschwitz je eno samo trpljenje. Pa vendar, v tako nemogočem kraju, Frankla kot psihiatra, ker je opazoval, kako se ljudje obnašajo, fascinira, da se mnogi ljudje želijo obnašati v taborišču tako, da drug drugemu lajšajo trpljenje. Njemu se je to zdelo nekaj skoraj čudežnega, skoraj neverjetnega, da ljudje, ki trpijo,
in ki ne morejo vedeti, ali bodo drugi dan sploh še živi, ker v Auschwitzu nisi mogel vedeti, da boš drugi dan še živ. Pomagajo drug drugemu in se obnašajo, kot da niso v Auschwitzu. Frankla je fasciniralo, ko se je gospa, ki je verjetno tehtala 35 kil, odpravila na zmenek na drug konc taborišča in se pred tem spet, ne vemo, kako je to sploh možno, našminkala. To so evolucijsko izjemno močni mehanizmi, za katere smo ljudje usposobljeni, da lahko pomagamo zmanjševati trpljenje drugemu, tudi takrat, ko se zdi, da je to absolutno nemogoče, kot je recimo v takem kraju, kot je Auschwitz. Pa vendar to je mogoče. Torej, učimo se v sočutni šoli, to si vprašal, kakšne so oblike trpljenja, na kakšne vse načine ljudje pogosto tiho trpijo, ker ne upajo o tem govoriti, ne želijo, jim je nerodno, jih je sram, imajo občutke krivde, češ, da so slabiči, da se morajo pokazati pred drugimi bolj močni, bolj samozavestni in tako dalje. Ampak, veste, pod kožo smo čisto vsi, brez izjeme, ranljivi, pa tudi ranjeni. Vsak od nas je bil že kdaj ranjen. Zato je sočutje in učenje sočutja toliko pomembnejše. In ko se učimo, se dogaja v sočutni šoli še nekaj drugega. V sočutni šoli ni poudarek na posamezniku, ki naj se uči za čim boljše ocene, naj rešuje naloge, tako da ne bo noben mogel od njega kaj prepisati, da bo imel čim več točk, da bo prehitev druge, da bo boljši in tako dalje. Podnaslov te knjige je sočutna skupnost. V sočutni šoli se učimo še nekaj. Učimo se skupnostnega življenja. Ne individualiziranega vsak zase, ampak skupnostnega, skupnega. Skupaj se učimo prepoznavati trpljenje in skupaj iščemo načine, kako zmanjšati, kot bi rekel Buda, trpljenje. No, na tej točki si načel problem sodobnega časa, ki se mu reče, vsaj zame, narcizem oziroma individualizem. Z roko v roki gre socialna korozija, če lahko kaj o tem spregovoriš. V resnici je tako. Vsaj nekateri tukaj, ali večina, ste premladi, da bi se spomnili enega pomembnega dogodka še tam v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je neka britanska ministrska predsednica izjavila, da družba ne obstaja. In s tem naznanila začetek novega obdobja, ki se v ekonomski teoriji in politični teoriji danes imenuje neoliberalizem. Kaj je rekla britanska ministrska predsednica Margaret Thatcher takrat? Pravzaprav je rekla, družba ne obstaja, družba je skupnost. Skupnost ne obstaja, obstajajo samo posamezniki. In naj vsak posameznik poskrbi zase, ker družba itak ne obstaja. In če posameznik ne bo poskrbel zase, toliko slabše za njega, ker drugi ne bodo. Ker bo vsak poskrbel zase. Jaz bo skrbel zase, Sandi bo skrbel zase, njegov brat moj bo skrbel zase, vsak od vas bo skrbel zase in nihče ne bo skrbel za drugega. Živimo v obdobju, v katerem se favorizira sebičnost. Individualizem. Individualizem potegne za seboj, če lahko tako rečem, tekmovanje. Če hočem uspeti, sem zelo zainteresiran za to, da moj tekmec ne uspe. V takem svetu je zame dobro, da drugi ljudje ne uspejo, ker potem ostane več zame. In živimo v kulturi narcizma, kot si pravilno
povedal, kaj je kultura narcizma. Vsakodnevno nastane na tem svetu, sem nekje zadnji zasledil en podatek, se ne vem, če čist natančen, ampak tako je pisalo, približno 1 milijarda selfijev. Vsak dan približno 1 milijarda, jaz ne vem, kdo to štev, ampak pa tako so rekli za informacijo. Ljudi naredi posnetek samega sebe in ga seveda potem objavi. Kultura narcizma je kultura všečnosti. Kaj je kultura všečnosti? To je kultura, v kateri smo vse bolj pogojeni, da želimo biti drugim všeč. Da želimo, da nas drugi, kot se reče, všečkajo. Veliko ljudi dnevno preverja, koliko takšnih všečkov so že dobili. In če jih nimajo toliko, kot pričakujejo, so nesrečni. Danes sem jih dobil samo 5, ampak jaz bi jih raje dobil 50. Še bolje pa, če bi jih dobil 50 000. Kultura narcizma je skozi in skozi patološka. Je taka, da obremenjuje posameznike, da morajo početi čim več tistega, kar je nekomu všeč. A je to dobro ali ni dobro, niti ni toliko pomembno. Pomembno je, da je nekomu všeč. In seveda ideja dobrega pri tem počasi izgublja na svoje vrednosti, ker si veliko ljudi misli, saj ni pomembno, a je to, kar sem naredil dobro. Pomembno je, da je nekomu všeč. Ampak oprostite, pod to se tudi Hitler podpiše. Hitler je bil v svojem času, mogoče je tudi ta podatek izjemno pomemben. Nekdo je izračunal, da je Hitler v času, ko je prihajal na oblast in potem na začetku, ko je bil na oblasti, dobil več pisem zahvale in ljubezenskih pisem, kot vsi Beatli skupaj. Okay? Ja, na tem mestu bi mogoče nadaljevalo v smislu, kako lahko sočutna šola, ker govorimo o drastičnih spremembah, ki so se odvile, teh procesih, ki so se odvili po tej famozni izjavi, pač da družba ne obstaja. Skratka, kako sočutna šola lahko spremeni našo politiko, ekonomijo in družbo nazadnje. 2 dni nazaj je bila objavljena neka znanstvena študija v Veliki Britaniji. Znanstveniki so vprašali množico ljudi, kako ocenjujejo svoje življenja, koliko so z njimi zadovoljni, kako srečni so, kako dobro jim gre in tako dalje. Vrsto vprašanj so postavili veliko ljudem, velikemu številu ljudi. Rezultati so tako osupljivi, da bi se pravzaprav morali nad njimi globoko zamisliti. Jaz ne mislim, da to, kar bom zdaj povedal, velja samo za Veliko Britanijo. Jaz mislim, da velja za veliko ljudi na tem svetu. Ne trdim, da za vse, seveda, za veliko pač. Kaj je ta študija pokazala? Da med 30 in 40% ljudi izjavlja, da so vse bolj utrujeni. Da je njihovo življenje vse bolj priganjanje k delu, k produktivnosti, k učinkovitosti, k kopičenju dejavnosti, ki jih morajo izpeljati, ki jih morajo uresničiti, ki se jih morajo udeležiti. Vsaj 1/3 ljudi izjavlja, da so samo še utrujeni. Da si želijo počitka, miru, da se želijo sprostitve ali pa z enim drugim izrazom, ki je še ena ključna razsežnost te knjige, to je blagostanje. Moje vprašanje je vprašanje o tem, koliko smo zmožni in koliko smo pripravljeni na
razvijanje drugačnih načinov življenja, ki ne temeljijo na priganjanju k delu in kopičenju in produktivnosti in učinkovitosti in samoaktualiziranju in tako dalje. Ravno 2 dni nazaj mi je ena mladenka rekla, vse svojo mladost sem, 23 let je stara, poslušala eno samo mantro, in to je, treba je delati. Kar je po eni strani lahko slišati celo super. Ampak veste, psihološka cena, ki jo je za to treba plačati, pa to ni samo psihološka cena, je tudi cena, ki jo plačuje za to naše telo, ki je pod stresom, ki je izčrpano, ki je izgorelo, ki proizvaja simptome in na koncu bolezni, je velika. Cena je velika. Zdaj, koliko smo pripravljeni na kaj takega, jaz ne vem. Ne vem, nimam pojma. Koliko smo pripravljeni in koliko bo morda, zdaj se vračam na tisto začetno ugotovitev, kaj je danes še nemogoče, ampak prepričan sem, da bodo družbe prihodnosti, če že današnje niso, sočutne skupnosti. V to sem preprosto prepričan. Ker verjamem, da bo vse več zlasti mladih ljudi, ki bodo sporočali svojim starejšim prednikom, a veste kaj, mi imamo pa čist do vrha glave dost tega priganjanja nenehnemu delu in produktivnosti in kaj se je treba narediti, nakopičiti in tako naprej. Preprosto imamo tega dovolj. Jaz tudi to verjamem, ker verjamem tudi v evolucijo. Nas evolucija ni naredila za to, da delamo 10, 11, 12 ur na dan. Naši predniki so delali, to so paleontologi že zdavnaj ugotovili, 4 do 5 ur na dan. Naše telo je narejeno evolucijsko za umirjeno delo 4-5 ur na dan. Ves ostali čas so naši predniki, to so empirična dejstva, posvetili drug drugemu, skupnemu zabavi, umirjanju, umetnosti, 3 pikice. No, prihaja konc meseca maja, začetek junija, kjer v Siriusu poteka pač tradicionalno taborjenje in letos moram reči, lahko to rečem s posebnim zadovoljstvom ali ponosom, kakorkoli že, da je znotraj kolektiva vzgoje prišla ideja, da bo tematsko ali pa da bo koncept tega taborjenja postavljen tako, da bomo med seboj si bomo pripovedovali zgodbe. Skratka, zakaj je pomembno pripovedovanje dobrih zgodb? Verjetno se bo vsakdo z lahkoto strinjal, da so, tudi če tega ne ve, lahko domneva, da so naši predniki odkrili že zgodaj, zelo zgodaj, naši predniki poznajo ogenj že dolgo časa. Posebno strast ob večerih, ko so prižgali taborni ogenj, sedli okoli tabornega ognja in si pripovedovali zgodbe. Kaj se jim je zgodilo čez dan, o čem so razmišljali, dali so si duška, če lahko tako rečem, dali so duška svojih domišljiji, ugibali so, kaj so v bele pikice, svetle pikice gor na nebu, ugibali so, kaj se dogaja v naravi okrog njih, kako je z drugimi živimi bitji, spraševali so se o milijon stvareh, ki so jih potem počasi, kasneje, mnogo kasneje zapisali, naprimer v obliki mitov in legend in drugih zgodb, ki jih mi danes lahko beremo. Pripovedovanje zgodb je evolucijsko pomembno, zato ker združuje, povezuje ljudi v skupnost. Delijo si med seboj izkušnje, ideje, občutke, doživetja, čustva in tako naprej. Krepijo medsebojne viziji. Skozi pripovedovanje se povezujejo v skupnost. Skupnost postaje še močnejša. In seveda v savani je bilo to preživetvenega značaja. Danes ni neposredno preživetvenega značaja. Če se ne bomo pripovedovali zgodb, to ne pomeni, da bomo izumrli. Ne? Ampak ljudje smo duhovna bitja. Ljudje smo predvsem duhovna bitja. Mi želimo živeti v skupnosti,
Mi želimo slišati, ja, rekel si, dobre pripovedi drugih ljudi. Mi želimo slišati zgodbe o tem, kar se jim je zgodilo, ali pa kar se jim dogaja. Mi želimo slišati zgodbe o trpljenju, ker smo sočutna bitja. Mi želimo slišati zgodbe o tem, kaj se dogaja v notranjosti drugih ljudi. Vse drugače ne vemo. Jaz ne moram vedeti, kaj se dogaja v drugem človeku, če mi ta ne pove. Torej, krepimo medsebojne povezave. Vse bolj povezani smo. Skozi zgodbe se dogaja še nekaj drugega. Načrtujemo skupno prihodnost. Pripovedujemo si ne samo o tem, kaj se nam dogaja, ali pa kaj se nam je dogajalo. Pripovedujemo si tudi, kaj bi radi, da bi se nam dogajalo v prihodnosti. Kaj bomo počeli jutri? Skupaj. Katerim ciljem bi radi prišli? Katere želje bi radi uresničili? Ne, še enkrat, vsak zase. Lahko tudi do določene mere vsak zase, seveda. Ampak predvsem skupaj. Mi, kot posamezniki, ne moramo živeti in preživeti brez drugih posameznikov. Ni načina, da bi en posameznik preživel sam od sebe. Enostavno ga ni. Tudi če bi se preselil v Saharo in ne bi bilo 5000 km nekoga ob njem, med drugim bi seveda umrl, ker ne bi mogel sam sebi zagotoviti vseh dobrin, ki jih potrebuje. Ampak kaj bi bila prva stvar, če bi nas zdaj Božja roka prestavila v Saharo, pa bi po možnosti sabo vzeli telefon, bi ga skrili, tako da ne bi ta Božja roka videla. Kaj bi najprej naredili? In nekoga bi poklicali. Mogoče bi zdaj samo ti navrgel ene misli, ki sem jih pač uspel ujeti od prebiranju tvoje knjige, in sicer bi začel sledečim. Nekje na nekem mestu v knjigi si zapisal, sočutje je temelj kolektivne in državljanske inteligentnosti. Kaj si s tem mislil? Zveni malo tehnično in polno žargonskih izrazov, ampak v resnici ni. Pa ne začnem za izrazom zadnjim, inteligentnost. Ali pa, če kar dodam takoj, kolektivna inteligentnost. Kaj je kolektivna inteligentnost? Skupna inteligentnost. To je inteligentnost naših prednikov. To je inteligentnost naših prednikov, ki se soočajo dnevno s problemi, kako preživiš v savani. Tam je 1000 načinov, da ne preživiš. So nevarne živali, vreme se spreminja, hrane je zmanjkalo, nimamo dostopa do pitne vode itd. Kako preživimo skupaj? Torej, razvijanje skupnega življenja je ipso facto razvijanje kolektivne inteligentnosti. Mi smo navajeni na inteligenčni kvocijent, ki ga ima vsak posameznik. Moj inteligenčni kvocijent, tvoj inteligenčni kvocijent, njegov inteligenčni. Psihologi to merimo, celo imamo cel kup testov. Zmerimo inteligenco tega človeka. Ampak za preživetje je pomembnejša kolektivna inteligentnost. Ker kaj bo meni inteligenca, pa inteligentnost, če razpada kolektiv okrog mene, če razpada skupnost, ali pa če me drugi ljudje ne želijo, če me ne marajo, če me izključijo. Prav nič. Se pravi, to je ta tehnični izraz. Zakaj je sočutje tako pomembno, tako ključni vzvod za razvijanje inteligentnosti? Zveni nenavadno, pa ni. Ker mi smo navajeni, na žalost, da ločimo srce od možganov, čustva od razuma in tako naprej. Ta delitev se ne zide, veste, to je organsko in med seboj povezano. Sočutje je temelj inteligentnosti. Ja, o tem pišem v tej knjigi kar precej. Zakaj? Zato ker, ko poskušam prepoznati pri ljudeh, ki so okrog mene, kaj se z njimi dogaja, kako so morda ranjeni, kako sem jih jaz morda prizadel. Lahko, da sem jih jaz s svojim vedenjem ranil. Ne vede seveda, ne zato, ker sem zloben, ampak zato, ker se pač to zgodi mimo zavesti, neodvisno od zavesti. Ko jaz vse to prepoznavam, se v meni porodi temeljno vprašanje,
Kaj boš naredil? Da boš spremenil svoje vedenje, da boš prispeval k skupnemu. In seveda, da bi to naredil, moram razmišljati. Razmišljanje je pravzaprav sinonim za učenje. Z učenjem pa povečujemo svojo inteligentnost. Mi smo prišli v krog. Na to se navezuje tudi naslednja misel in sicer sočutje je pozivanje drugega človeka k kreativnemu ponavljanju. Ima to neposredno vezo s tem, o čemer si ravno kar govoril? To ima neposredno zvezo. Ne upeljem še en izraz, ki ga do zdaj še nismo uporabljali. Poleg empatije in sočutja in bolečine in trpljenja še eno besedo, ki je tudi ključna razsežnost te knjige. In to je ljubezen. Naj podam najbolj preprosto možno definicijo ljubezni, kot jo jaz razumem. A veste, kaj je ljubezen? Ljubezen je način delovanja, ljubezen ni samo čustvo, ljubezen je način delovanja, s katerim se obračam na drugega človeka, ker želim, da bi bil bolj srečen. Še enkrat, ljubezen do drugega pomeni, da želim narediti nekaj, da bo drugi bolj srečen. Zato ljubezen po definiciji ne prenese sebičnosti, egoizma, egocentričnosti in tako naprej, ker je naravnana k drugemu in k njegovi sreči. Če rečem, da nekoga ljubim, da ga imam rad, to ipso facto pomeni, da želim, da je srečen. To izključuje, da sem zavisten, da ga ne maram, da je moj tekmec, da bi ga rad premagal, prehitel in tako naprej. To je brez veze z ljubeznijo. In ljubezen je drugo ime za to, kar si rekel. Naravnanost k drugemu, k ponavljanju česa? K ponavljanju takega vedenja, takega delovanja, ki povečuje srečo oziroma naše blagostanje. To je kreativno ponavljanje. Iskanje novih načinov, kako lahko povečamo svoje blagostanje, ali dobrobit, ali dobro počutje, če želite. Pričemer ne poudarim eno stvar, ker vidite, zdaj na tej točki lahko kdo rekel, ja, ampak sej mi težimo k temu, sej vsak dan težimo, da bi bilo čim več takega prijaznega in dobrega in da bi se dobro počutili. A veste, tukaj je ena drobna težava. Kopičenje dobrih dogodkov ali izkušenj in tako naprej ni isto kot povečevanje blagostanja. To je samo kopičenje dobrih izkušenj, trenutkov in tudi drugega. Za povečevanje blagostanja je treba narediti nekaj drugega. Ti si skozi pisanje te knjige večkrat prekršil osnovne postulate kvantne fizike, tudi relativnostne teorije, Einsteinove. Zakaj to govorim? Zato, ker smo pač vsakodnevno navajeni razumevati čas kot nekaj linearnega. Kaj mislim, ko to rečem, da imajo dogodki svojo preteklost, sedanjost in pač normalno svojo prihodnost. Ti si pa vpeljal nek pojem, ki mu praviš arabeskni čas. Kaj bi to bilo? Super. Arabesko si najlažje predstavljate, če ste kdaj gledali mogoče kakšen animirani film ali pa lahko tudi kakšen dokumentarc. Predstavljate si rožo, rastlino, ki ima številne, temu se reče, vitice. Recimo trta. Trta jih veliko. In se vzpenja. Trta se vzpenja. Vse možne konce, kamorkoli se lahko vzpne, se vzpne. In ta vzorc, ki nastane, je arabeska. Arabeska ni množica ravnih črt od tukaj do tja gor. Je v bistvu množica krivulj, če bi že to geometrijsko metaforo lahko uporabil. Arabeskni čas je tole. Mi smo navajeni na to, da čas teče tako kot reka. Vedno teče v eno smer, ne teče nazaj in teče naprej, torej se ne ustavi. Zdaj si pa predstavljajte
delto ene reke, recimo Mekong, reke Mekong, ali pa delto Mississippija. Imate satelitske posnetke in vidite, kako se delta razveje in ustvari na tisoče zatokov in ovinkov in otočkov in tako dalje. Arabeskni čas je čas, ki ga doživljamo takole. Naprimer, če dam primer v šoli. V šoli smo navajeni, da pouk poteka po enem zaporedju. Najprej imamo 45 minut ure, potem imamo odmor, potem imamo 45 minut nove ure, pa odmor, pa 45 minut nove ure, saj veste, kako gre vse skupaj. To je linearno pojmovanje časa. Arabeskno pojmovanje časa je pa tole. Ko se dobimo, srečamo, zberemo, kjerkoli že, si ne rečemo, zdaj bo pa ta dejavnost, naše srečanje, traja 45 minut, ker moramo imeti odmor, ker moramo nekam drugam, ker moramo nekaj drugega, pa tretjega, četrtega. Lahko si seveda to rečemo v času, v katerem živimo še zlasti, ker smo gnani k temu. Zdaj imam tole, pa imam tole, pa imam tole, pa imam tole, se mi mudi in številni ljudje vedno znova rečejo, da nimajo časa. Ker pa moram še tele, pa tja moram, pa moram v trgovino, pa to, pa uno, pa tretje, pa četrto zvečer, pa sad dol padamo. Arabeskni čas je čas, ki so ga naši predniki v mnogo večji meri poznali. In to je bil čas, ki je tekel takole. Zdaj smo se zbrali in koliko časa bomo tukaj, basically, I don't know. Ne vem. Dokler bomo želeli, dokler bomo čutili, da želimo biti skupaj. In to ni določeno naprej. In tudi potem, če si predstavljamo lahko, kako so živeli naši predniki nekoč pred 100 000 leti v savani. Oni niso imeli zdaj imam pa urnik, tole. Oni so imeli nekaj dejavnosti, ki jih je bilo vsakega treba narediti. Pojdi po hrano, če jo ni v hladilniku, oziroma tam nekje pod skalo. Voda je tak tam blizu, prinesi vodo, ogenj še gori, pazi, da imamo dosti drv, zavarovani smo, zaščiteni smo, ok, zdaj imamo pa vaš preostali čas na razpolago. Kaj bomo z njim naredili? Kar bomo želeli. To je arabeskni čas kot še ena ključnih koordinat te knjige. Ni učenje sočutja, če ne usvojimo gibanja časa, ki se mu reče arabeskni čas. Zdaj bi vas pozval, če ima kdo iz publike, mogoče kakšno vprašanje za Dušana. Je kdo? Ni? Ja, jaz bi nekaj vprašala. Hvala. Kaj bi vi rekli, dr. Dušan Rutar, v današnjem svetu se dogaja en kup prevar, en kup zlorab, en kup dogajanj, ki hočejo naravo skruniti. Skratka, cel kup stvari se dogaja v ozadju, a je to vse samo edino za kapital, ali je še kaj drugega lahko v ozadju. Čisto bom vprašala, ker zelo lepo ste povedali o tem sočutju, kako je dobro, da ljudje skupaj stopijo, vendar tudi med preprostimi ljudmi na vasi, ne samo v mestu, je danes en kup takih dogajanj, da se ljudje zapletejo v stvari, da potem ni drugega izhoda, kot lahko tudi samomor ali pa kaj podobnega. Skratka, to se vidi, očitno se vidi v tej naši družbi. Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Izvoli, Dušan. Hvala. Mogoče je kdo kdaj bral kakšne moje bloge. Imel sem eno blogovsko stran in na vrhu sem bil predstavljen kot dnevnik marksističnega psihologa, ker se za to tudi ima. Moj prvi odgovor bi bil absolutno. Človeštvo je v resni nevarnosti, da uniči pogoje lastnega preživetja. V resni nevarnosti. Ni treba pravzaprav kaj dosti o tem reči. Predsednik oziroma številni ljudje, ali pa naprimer eden od teh, ki jih zelo cenim, to je Antonio Guterres.
glavni, če lahko tako rečem, predstavnik Organizacije združenih narodov je v zadnjih letih nekajkrat rekel, ustavite konje, tole ne bo dobro. On ima to možnost, kot pač predsednik Organizacije združenih narodov, da se naslavlja na celotno človeštvo. Mi izpodkopavamo temelje lastnega preživetja. Človeštvo kot celota. Mi ne moremo preživeti, če bomo naprej uničevali naravo tako kot jo. Ne moremo preživeti dobesedno. Če se bomo obnašali še naprej tako arogantno, češ, ja, imate prav, kapital oziroma profitabilnost je pomembnejša od ljudi, od medsebojnih odnosov, od sočutja in tako dalje. Mi moramo tekmovati zato, da bodo profiti rasli. Mogoče se komu zdi, da je res tako, ampak kaj, ko nas pred našimi lastnimi očmi te dejavnosti uničujejo? Prej sem navedel eno raziskavo, koliko ljudi izjavlja, kako zelo utrujeni so od vsega tega priganjanja, ali pa, če navedem še kakšne druge, na kratko, ne raziskave, ki že zdavnaj potrjujejo, da kopičenje dobrin, kopičenje denarja ne povečuje občutenja sreče. Preprosto ga ne. Na neki ravni se enostavno ustavi in je čisto vseeno, ali imate $1 milijon, milijardo ali pa 100 milijard. Vaš občutek sreče in smiselnosti življenja se ne bo povečal za dlako. Se pravi, dejansko je danes resno vprašanje pred človeštvom. Ali smo zmožni to neverjetno gonjo, ki je seveda po eni strani izjemno produktivna. Izjemno produktivna je. Kapitalizem ustvari neskončno dobrin, ki smo jih hvaležni. Od te, ki jo imam zdaj tukaj na glavi, do telefonov, ki jih imamo v rokah in tako naprej. In smo pripravljeni po eni strani hvaliti to proizvodno in reči, dajmo še več. Jaz sem zelo vesel, ker je zdaj par dni nazaj bila neka konferenca, neko srečanje je bilo, kjer so zlasti nevladniki, nevladne organizacije in mladi ljudje rekli, mi imamo tega dost. Naše življenje, smisel naših življenj ne sme biti neposredno povezan z kopičanjem dobrin in s povečevanjem BDP-ja. Mi si želimo trajnostno življenje. In če vprašate naše prednike, ki so živeli v savani 300 000 let, rečejo, ja, dobro jutro. Naši predniki niso kopičili dobrin. Niso. Lahko bi jih, pa jih niso. Nekateri avtorji celo pravijo, da se je ena pomembna zadeva zgodila pred približno 12 000 let, ko so naši predniki začeli ravno s tem, ko so se ustalili, postavili koče, okrog ograjo, to je naše, in začeli kopičiti, ker so ugotovili, da na polju lahko pridelajo ne samo toliko žita, kot ga potrebujejo, ampak mnogo več, in da lahko udomačijo ne samo toliko živali, kot jih potrebujejo, ampak mnogo več, da so potem seveda začeli trgovati, a veste, ne se strinjam, tukaj se začne. To je naše, to je moje, mi imamo več kot vi, lahko vam prodamo, in se že začne. To ni pogledavščina kapitalizma. Kapitalizem je samo turbo pospešil te procese. Lahko ustvarimo neprimerno več, kot potrebujemo, in če sam še eno stvar dodam iz področja, s katerim se pač ukvarjam kot psiholog, obstajajo celo nove patološke diagnoze, se pravi patološkega vedenja, med drugim so ljudje, ki kopičijo, ki spreminjajo svoje domove v skladišča, ki kopičijo dobrine, nikoli ne odprejo, prinesejo domov zapakirane in jih zlagajo, podobno kot so zložene v trgovinah. Obstajajo domovi, ki so podobni trgovinam ali pa skladiščem. To je patologija, to je ena od sodobnih diagnoz, ki jo človek lahko dobi. Na tem mestu bi jaz počasi to najmo zgodbo oziroma predstavitev tvoje nove knjige zaključil in sicer bi jo zaključil mogoče malo nenavadno, ampak bom to izvedel. In sicer enkrat, nekoč v preteklosti, je Dragan Žigodinov rekel, da je imel najrazličnejše težave z avtoritetami, seveda, ne? Ampak da ni imel nikoli težave se priklonil duhovni avtoriteti. Tako da na tem mestu
Wow. Hvala. Dragi moji, prihodnost bo zaznamovana s sočutno šolo ali pa je ne bo. Hvala lepa za obisk in srečno. Hvala. Hvala, zelo ste prijazni. Hvala za vašo prijaznost. A veste, ko začutimo, ne ko vemo, pa znamo, pa smo enciklopedija na 2 nogah, ampak ko začutimo, da nam je dobro biti skupaj, potem sledi samo ena stvar, več istega. Želimo si več istega, ker je tako dobro biti skupaj. Naš genom, mi, ampak da ne boste zdaj še neko novo predavanje, obstajajo raziskave, ki dokazujejo, da to, o čemer smo danes govorili, spreminjajo gene. Obstajajo korelacije med takim vedenjem, delovanjem, skupnostnim in tako naprej, in spreminjanjem genov. Tako daleč to seže. Ker je to v naši naravi, zahvaljujoč našim prednikom. Hvala še enkrat vsem in veliko sočutja privoščim.